Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o trnih v peti, o kalcinaciji in predvsem, kaj je treba narediti, da se tega rešite. Lahko si sami pomagate. In prvo zadevo, kako prepoznate. Poznate koga, ki enostavno reče, jo, nekaj narobe, boli me. Ista osnova je, če se vam začnejo ta vnetja na sklepih, približno isto, rešitev je enaka. Kje je vzrok oziroma kaj je treba drugače narediti? Sploh kdor ima trn v peti, mogoče nima pojma. Veste, kolikokrat sem slišala, ko so rekli, jaz ne smem kalcija, jaz ga imam preveč, meni se nabira v ramo. Ni problem v tem, da imate preveč kalcija, ampak imate velik problem v želodcu. V osnovi je v želodcu pomanjkanje želodčne kisline in ker je pomanjkanje želodčne kisline, vaše telo ne zmore razgraditi kalcij iz hrane na manjše delce in ga ne zmore pravilno uvrstiti tja, kamor bi mogel iti, dejansko v celice, v kostne celice, potreben je v krvi, potreben je za samo presnovo, pomemben je za vezavo, ne nazadnje, tako magnezija, kalcij vpliva na vezavo B12 vitamina. B12 vitamin je potreben za dobro delovanje možganov. Se pravi, ni preveč kalcija v telesu, ampak ga telo ne zna razgraditi. Kaj lahko naredite? Prvo zadevo, da pospešite ta proces, da pomagate želodcu. Po vsakem obroku popijte en kozarec limonade in predvsem začnite dodajati C-vitamin in to vsaj 1000 mg dnevno. In boste videli, vaše telo je zmožno delati dobesedno čudeže. Zdaj pa kaj pa narediti pri tistih, ki imate pa že kalcijeve obloge in jih je treba na en način stopiti. Dejansko isto, C-vitamin je tisti, ki pomaga pri topljenju in hkrati pomaga pri prožnosti veznih tkiv, ker C-vitamin deluje na prirast kolagena. C-vitamin je tista elastika vmes, ki vse skupaj drži, vezno tkivo, cement, ki deluje prožnost našim tkivom. Naslednja zadeva, ki pomaga pri kalcinaciji, pomaga tudi pri trnih v peti, se pravi C-vitamin smo rekli, naslednja je omega 3. Omega 3 pa pomembna zaradi tega, ker zmanjša vnetja na celični bazi. Ker ko vas že boli, pomeni, da je tiho vnetje. Tiho vnetje lahko primerjamo s požarom. Nekje je začel, ne požar, začelo je tlet, nekaj gori, je dim, zato vas boli. In omega 3 pogasi ta dim, to vnetje. Ravno tako omega 3 in C-vitamin, glejte, vedno o tem govorimo, ne? Se pravi, C-vitamin in omega 3 delujeta na hormone, delujeta na topljenje maščob na trebuhu, delujeta na prožnost sklepov, delujeta proti celulitu in pomagata celo takrat, ko pride recimo do meningitisa, to je pa vnetje možganov. In vemo, da pri teh zadevah skoraj da nobena stvar ne pomaga. Omega 3 in C-vitamin sta dva, ki gasita vnetje na celični bazi. Jaz se opravičujem. No, naslednja zadeva, kar pa pomaga pri tem, da se zmanjšajo vnetja na celični bazi, je pa D3 vitamin. O D3 vitaminu sem največ pisala v knjigi, ko ima življenje žur. In sicer, a ste vedeli, da D vitamina največ proizvede koža med 11. uro dopoldan in 4. popoldan, takrat, ko je največ ultravijoličnih žarkov in vsi vemo, da takrat ni priporočljivo iti na sonce. Druga zadeva, ne proizvaja se D3 vitamin od septembra oziroma od konca septembra do aprila, ker je stopnja, ker je ta ultravijolično sevanje prenizko. In druga zadeva, moramo izpostaviti kožo soncu, da sploh pride do proizvajanja D3 vitamina. D3 vitamin ga lahko koža sama proizvede, ampak samo, če ne zaščitimo kožo s filtrom, se pravi s kremami proti opeklinam. Tukaj ne govorim, da nehajte uporabljati kreme za sončenje, ampak druga zadeva pa je, dajte kakšno minuto dovolj, da vaša koža vsrka D3 vitamin, da se naužije majčkeno sonca,
da proizvodnjo D3 vitamina sami povečate in prav trn v peti kaže na to, da vam manjka D3 vitamina. Dejansko jaz sem, ne vem, če sem to kje prebrala ali pa ne vem, a sem sama prišla do zaključka. Direktno, ko pogledaš ljudi, ki imajo ta izraščen, a veste, ko se kost poškoduje pri palcu, to je točno pokazatelj pomanjkanja D3 vitamina. Zdaj pa naslednja zadeva, a to lahko še kaj popravite? Lahko, ker če ste živi, se obnavljate. In to pomeni, D3 vitamina je treba kar precej od 5000 enot navzgor, to je tukaj kot prehransko dopolnilo. Pametno je zraven še dodati kalcij in magnezij in če dodajate prehransko dopolnilo, ne bo 2-krat več kalcija kot magnezija, zato da pride do vezave. Ne prav ti trije se skupaj vežejo in s tem, ko boste pa imeli kalcij, če se vrnem čisto na začetku zgodbe, se poveča vsrkavanje B12 vitamina, B12 vitamin pa deluje na presnovo, na energijo, na kurjenje maščob, na dobro počutje in predvsem ljudje, ki jim zastajajo strupi tudi v možganih, ki imajo počasno mišljenje, je velika verjetnost, da ni vezave. Stari ljudje so rekli, veš, ta pa nima soli v možganih. Ampak dejstvo je, da so imeli točno prav. Nima soli v možganih, ker je osnova natrij, sol, ki veže potem naprej kalij, ki veže naprej kalcij, kalcij veže B12, vitamin B12 obnavlja možgane. Točno to, nima soli v možganih. In zdaj, če gremo to zgodbo naprej, stari ljudje so rekli, temu so se pa skisali možgani. Točno to. Kisline začnejo zastajati v telesu, tudi v možganih, tudi na sklepih, tudi na peti, tudi pri palcu, tudi v sklepih na rokah, se pravi na prstih. In ker zastajajo kisline v telesu, telo postane zakisano, skisano in se možgani skisajo. Kaj potrebujemo za razkisanje telesa? Spet kalcij. Pojdimo naprej to zgodbo. Kaj se zgodi, ko ima vaše telo zadostno količino kalcija? Ali pa, ko imate pomanjkanje kalcija? Dajmo raje s te strani, boste lažje razumeli. Ko imate pomanjkanje kalcija, greste na morje, se namažete lepo s kremo, sicer voda izpostavi razstrupljanje v vašem telesu, sonce tudi izpostavi razstrupljanje v vašem telesu, pa D3 vitamin, ampak vi zabetonirate največji organ za razstrupljanje in to je koža, ki je kar 2 kvadratna metra in se pojavi alergija. In prav alergija na koži je pomanjkanje kalcija, tako da zdaj tukaj kaj pomaga? Saj 1000 mg kalcija na dan plus 500 mg magnezija dejansko deluje na to, da se stanje v telesu kaj hitro v red spravi in C vitamin. In tudi tisti, ki imate že alergijo na sonce in vsako leto rečete, ne, spet alergija, poskusite to. Kalcij, magnezij pa C vitamin, pa boste videli, da letos greste brez alergije čez poletje. Tako da to vam govorim nenazadnje iz svojih izkušenj, ker sem leta in leta imela koprivnico, alergijo na sonce in ko sem začela sama pri sebi to uporabljati, alergija na sonce je bila samo še spomin. Se mi je že zgodilo, ja, da je odreagirala koža, ampak dejstvo je, da sem takrat samo povečala kalcij in se je stvar uredila. Tako da danes sem precej navrgla informacij. Spodaj vam bom pustila nekaj povezav, da lahko preberete več informacij, predvsem pa tisti, ki iščete več informacij v tej smeri, vas povabim, dajte prebrati knjigo Ko ima življenje žur, ker tukaj sem govorila o tihih vnetih na celični bazi, govorila sem o avtoimunih obolenjih in kako telo povzroči oziroma poskrbi za dobro obnovo in kako mi s hrano lahko poskrbimo za obnovo možganov. Tako da imejte se radi, poskrbite za sebe in boste videli, zdravje je na dosegu roke, ko imate dovolj informacij. Tako da uživajte v življenju.